V imenu Suzuki Slovenija vsem najlepši pozdrav in pa najlepša hvala, da ste se tako lepno številko odzvali našem in povabili v Judo zveze Slovenije, s katero sodelujemo. Ti sam pozdrav, če prej nadaljujem. Seveda, enako tudi Judo zveze. Hvala za vaš odziv, obisk in seveda vse veselje, da se v dolgem času srečamo na takšnem dogodku. Tako da preden pa pristopimo prav k slavnostnem podpisu sponzorske pogodbe podaljšanja za leto, pa še prve par besed spregovorim, potem predsednik, pa še športnice na kratko, če bo imeli kakšno kratko da povedati. Tako da bi jaz najprej za uvod rekel, da tisti vas, ki naše sodelovanje Zveze Slovenija, in Suzuki Slovenija spremljate že od samega začetka, se boste verjetno spomnili, da sem jaz na podpisu prve pogodbe, ki se je zgodila v četrtku, se mi zdi, pred 3 leti, izjavil, da Suzuki Slovenija vidi sodelovanje z Zvezo Slovenije kot dolgoročno sodelovanje, nekaj njihove enodnevnice. In jaz mislim, da tale današnji dogodek, oziroma podpis, ki bo sledil, potrjuje, da sem to želal z resnim namenom, ne s figo v žepu, da bo to že vstopamo 4. leto sodelovanja z zvezo. Posebej me pa letos veseli, da smo tukaj kljub okoliščinam, ki so se zgodile v prvem kvartalu letošnjega leta, vsi vemo, o čem govorim. Pač to epidemija je vplivala močno na vse skupaj, v veliki meri pa tudi na poslovanje avtomobilske dejavnosti. Moram reči, da se je močno prizadela in v obdobju, ko vsi gledamo, kje bomo pošparali kakšen evro, kje bomo kakšen budžet zmanjšali, da je nam vseeno uspelo, če temu lahko tako malo po domače rečem, prikupčkati vsa sredstva na način, da smo vseeno lahko kljub tej situaciji, ko prodaja pada povsod, ko se režejo stroški, da smo spet zagotoviti pogoje, da lahko podaljšamo pogodbo z zvezo še za 1 leto, še naprej tudi, ampak za to leto, in to tudi v nezmanjšanem obsegu, v enakem obsegu kot do sedaj. To pomeni, da bomo Judo zvezi zagotovili 4 sponzorske avtomobile. V letošnjem letu gre to za naš model Vitara z najboljšo opremo, z 1.4 benzinskim motorjem, s 4-kolesnim pogonom Wallgrip seveda in pa prvič tudi z blago hibridno tehnologijo. Od zdaj naprej ima Suzuki v svojem programu samo še vozila z blago hibridno tehnologijo in tudi zato smo v Judo zvezi prvič lahko zagotovili take avto. Tako kot do zdaj bosta 2 avta namenjena uporabi zveze same za zaposlene oziroma sodelavce zveze, za potovanja na tekmovanja, kongrese in podobno. 2 avta bomo spet podobno kot do sedaj zagotovili za individualno uporabo športnic, ki tudi smo počaščeni, ki so se vzeli čas in danes z nami tukaj sedijo.
Vsi, sem prepričan, poznate, Tina Trstenjak, ki je uporabnica našega avta že 4. leto. Tina je še vedno aktualna olimpijska prvaka in prvakinja v svoji kategoriji iz Rija. In smo ponosni, da lahko sodelujemo oziroma sponzoriramo športnico takega kola. Na drugi strani pa sestri Štangar, Anja in Maruša, mladi val slovenskega juda, mi, ne samo mi, sem prepričan, vidimo v njih velik potencial in smo prepričani, da svojo svežino prvič lahko doprineseta prepoznavnosti naše znamke. Po drugi strani pa, da bosta obe še bolj razledi, sta že prepoznavni v evropskem in svetovnem merilu v svojem športu, ampak da bosta še tako močno nadgradili in da se lahko bo tudi v bodoče obetamo tudi z njune strani velikih uspehov za slovenski šport. Tako da vemo, da tudi v športu je mobilnost pomembna, potovanja, treningi, tekme in tako naprej in mi verjamemo pri Suzukiju, da bomo z našimi avtomobili pomagali zagotoviti to judo zvezi in športnicam, varna potovanja, udobna, komfortna potovanja, ki bojo omogočili, da bo bolj sproščeno prihajati na treninge in tekme. Suzuki Slovenija se vidi s tem prispevkom judo športu v Sloveniji, kot da prepričani smo, da bomo s tem tudi mi dodali en kamenček v mozaik športnih uspehov. Tako da jaz bi za konc tega mojega kratkega govora samo še to rekel, in funkcionarjem in športnicam želimo Suzuki Slovenija varno, udobno in srečno vožnjo in seveda obilo športnih uspehov tudi bodoče. Tako da zdaj bi pa besedo predal predsedniku zveze, če bo še ti dati kaj govoriti. Ja, čisto na kratko, hvala Peter. Seveda smo pri judo zvezi veseli, da je Suzuki Slovenija pred 3 leti spoznal naša neka skupna stičišča pri načinu delovanja in seveda na koncu trajno spoštovanje in v bistvu partnerstvo. Tudi v teh kriznih časih nam veliko pomeni, zato seveda cenimo in spoštujemo to odločitev, da nadaljujemo naše sodelovanje tudi v prihodnje. Kljub temu, da v tem času ni bilo tekmovanj, da ni bilo dogodkov in da je kriza v avtomobilski industriji, pa vseeno smo izjemno veseli, da se je to zgodilo. Ti avti nam seveda pomagajo pri logističnih rešitvah pri delovanju zveze, še bolj pa našim športnicam pri vsakodnevnem treningu in tudi odhodih na tekmovanjah. Tako da na tem mestu se še enkrat zahvaljujem Petru Verčiču, direktorju Suzuki Slovenija in pa vaši ekipi za sodelovanje in seveda nam to pomagalo tudi tisti mali delček pri naših rezultatih, za kar smo seveda strudili tudi prihodnje. Hvala. Hvala lepa, Darko. Zdaj pa mogoče na kratko, nekaj več dolgo govoriti, se mi dva mera, ampak če mogoče vsaka pove kakšno besedo ob tej priliki, mogoče Tina, ki prva. Najlepša hvala. Jaz sem zelo zadovoljna z avtom, zelo mi pomaga pri vsakodnevnih obveznostih, odhodih na trening, tekmovanje, priprave in mi zelo olajšano življenje. Hvala. Vidve kot prvič na Suzuki. Ja, mi bi se tudi rade zahvalile. Nam bo zelo pomagal pri usklajevanju vsakodnevnih aktivnosti in tudi za odhode na priprave in tekmovanja. Da se veselijo vožnje novim avtom. In tudi prepoznavnost bo zagotovil z vrednimi napisi. Res smo zelo veseli tega avta, ker zdaj smo malo skupaj enega in smo se mogli vedno nekako skorejevati, kjer je bilo vremena, zdaj pa se bo malo dva, pa se bova tudi tega malo menjavali ali pa skupaj mene, tako da res hvala. Super. Tako da, potem bi pa podpisali pogodbo.
in še obilo športnih uspehov, pa srečno voziti našimi avtomobili naprej. In še enkrat srečno.